Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dragi prijatelji, dragi, naj rečem že kar sodelavci mogoče Študijskega centra za narodno spravo, zato ker sodelujemo na mnogih projektih, tako, na primer, se verjetno vsi spomnite, da sta profesorja dr. Čuk in dr. Vest, avtorja bestsellerja, torej uspešnice Študijskega centra za narodno spravo, ki smo jo izdali predlani o prevaranih sokolih. In pravkar sem izvedela, če dovolite, da kar oznanim, da boste sokole, prevarane sokole predstavila v Narodnem muzeju v Ljubljani, če sem prav si zapomnila 23. januarja. Torej vsi lepo vabljeni. Še posebej pozdravljam med nami predstavnike ambasad, še posebej gospoda irskega veleposlanika, gospoda Milesa. Se upravičujem, primer mi je ušel iz glave, ampak mi se velikokrat srečamo na raznih dogodkih in se mu zahvaljujem za vso njegovo podporo. Thank you for all your support. Torej, dragi prijatelji, danes je pred nami nova, zelo pomembna knjiga v slovenskem prostoru, izšla je tik pred Božičem. Govori pa o gospodu Leonu Štuklju in tovarišiji. Verjetno več o naslovu, zakaj so izbrali takšen naslov avtorji. Tukaj med nami na prvem mestu omenjam gospo Alenko Puhar, kot že rečeno našo stalno sodelavko, podpornico, govorko na raznih prireditvah naših in tako naprej, in pa dr. Vesta in dr. Čuka, ki sta po profesiji, kot sta se prej malo pohecala, sicer telovadca, ampak sta se podala na to izjemno zanimivo in za slovenski prostor pomembno področje ukvarjanja s slovensko polpreteklo, temno, totalitarno zgodovino. In tukaj sta naredila izjemno pomembne korake. In še nekaj bi rada poudarila, da bom zdajle izrabila dr. Vesta, pa bom njegov zadnji štos povedala, pa če ga sam pove. Pravi, da se veliko piše o tem, da zgodovino pišejo zmagovalci, premaganci pišejo pa resnico. In njuna resnica, ki je šla v svet s prevaranimi sokoli, in njihova resnica, ki gre v svet z Štukljem, seveda je resnica, težko je oporekati, ker temelji na dejstvih, zgodovinskih dejstvih, ki so zapisana v dokumentih, ki so najdena v arhivu. Recimo v primeru Leona Štuklja je gospa Alenka Puhar, ki je vešča tega arhivskega dela v Ljubljani, v ljubljanskem arhivu, našla torej arhiv, ki govori o sodnem procesu proti Leonu Štuklju, ki ga je Štukelj tudi dal prepisati, na nek način prekopirati, ampak je v domačem arhivu izginil. Verjetno bo gospa Puharjeva več o tem sama povedala. In ta resnica torej temelji na nekih, do sedaj bom rekla, neizpodbijanih dokazih, po svoje pa o tej resnici seveda govorijo tudi odmevi. Večinoma jih ni, ker je težko oporekati resnici. Tako, dragi prijatelji, jaz bi dejala samo še tole, da seveda Leona Štuklja vsi dobro poznamo. Pa recimo pri moji generaciji je bil zasidran v zgodovinskem spominu predvsem kot olimpionik, svetovni prvak, človek, ki je predstavljal podobo nekega fit možakarja pri 90-ih, takrat v Atlanti na olimpijskih igrah, ko je korakal in tam skoraj delal sklece in počepe. Nismo pa vedeli ničesar o njegovi kruti usodi, ki ga je seveda vrgla iz tistega sodniškega mesta po 20 letih, ga postavila pred sodišče, ga zaprla in potem do konca življenja ni smel več opravljati svojega sodniškega poklica. Ostal je dostojanstven, več o tem boste seveda avtorji povedali, v naši zavesti kot res gospod
gospod z veliko začetnico in res sem hvaležna, da ste ga v taki luči tudi predstavili Slovencem in Bog daj, da bi kdaj te knjige zagledali luč sveta tudi v tujih jezikih, da še tujina izve o človeku, ki ga je pravzaprav spoznal v svet. Hvala lepa, dragi prijatelji, in želim vam, da s to knjigo, tako kot tudi s Sokoli, obredete Slovenijo, greste tudi v zamejstvo in pričate v resnici. Hvala. Ivan, izvoli. Jaz imam sicer tudi glavno besedo, da prvo bo pa vseeno imel Ivan. Današnjo predstavitev smo želeli pokazati začetek. Leon je enkrat rekel, da je enkrat, ko si Sokol, si vedno Sokol. Zdaj, tale sokolska telovadba, katera je bil pripadnik tudi Leon, se danes ponovno obuja na predstavitvi knjige na Fakulteti za šport. So to naši Sokoli iz društva Bežigrad. Povprečna starost je 75 let, da boste vedeli, da niso mladeniči, ampak so čisto pravi Sokoli, taki kleni, kot je bil tudi Leon sam. Toliko za en krajši uvod, da ne glede na to, koliko si star, kakšno je tvoje telo, pa vedno lahko svoje telo obvladamo, da smo nadzorovani tako v telesu, kot tudi v duhu. To malo za razbremenitev napetosti. Dobar dan vsem skupaj, lepo pozdravljeni. Tukaj smo trije, ki smo prispevali k temu, da je išla knjiga gospod Leon Štuhelj in tovarišija. Glavni avtor te knjige, ki jo bomo danes predstavljali, pa je Leon Štuhelj. Za informacijo, osnovno približno 2/3 teh strani je napisal Leon Štuhelj sam, ko je v različnih življenjskih obdobjih pisal svoje spomine, svoja spoznanja, nekakšne izjave, nekakšna pričevanja, zelo raznoliko, zelo raznoliki žanri so to. Objavljamo torej v tej knjigi spomine, kot jih je napisal v mali sivi knjižici, ki jo je opremil s posvetilom svojih hčerki in z željo, da bi to kdaj koristilo, in s sporočilom, da je pisal to tudi za kakšnega kronista, ki bo kdaj pisal o teh časih in doživetjih različnih ljudi. Na prvi pogled je vsem, ki kaj vemo o svoji polpretekli zgodovini, jasno, da gre tukaj za disonanten glas, skratka za glas, ki ugovarja celi vrsti ustaljenih predstav o tem, kaj se je dogajalo in kako se je to zgodilo. Preostalo tretjino knjige smo napolnili mi z najrazličnejšimi pomočniki. Saj veste, tekst je bilo treba povezati, dopolniti, poglobiti, obogatiti. Tako da so ta dopolnila najrazličnejše vrste. Od recimo dnevnika gospoda Šturma, ki si je beležil, kako je bilo, ko ga ga je ustavno sodišče povabilo na sprejem, na počastitev. To je bilo prvi sodni forum, ki se je spomnil dejstva, da je ta gospod, ki
so ga prej poznali samo kot nosilca medalj in športnika, da je bil pravnik in da je 20 let opravil službo sodnika. Potem so mu pa, kot je bilo že omenjeno, leta 1945 to pravico vzeli, ga postavili na zatožno klop in s tem postavili, kot se je sam izrazil, v senco krivične tožbe. Torej, od šturma segajo potem dopolnilni in prispevki, recimo do popravka v delu. Delo je še leta 1996 trdilo, da je mož do upokojitve opravil sodniško službo, kar seveda ni res. Do raznih pisem, raznih dopisovalcev, ki tematsko pokrivajo zgodovino Sokola, zgodovino sodnih procesov in postopkov in take drobnarije, kot je globa za neskidan sneg, ki so mu jo dali malo pred 90. rojstnim dnevom. Skratka, nekateri drobci so taki, da se začnemo skakljati, drugi so seveda precej bolj bridki. No, knjiga je obogatena s celo vrsto faksimilov in fotografij, tako da je tudi po tej plati zanimiva in vredna branja in gledanja. Knjigo je izdala Fakulteta za šport in prireditev, prej smo bili uvodne takte v tisto prireditev, ki je bila 10. decembra, je fakulteta zaznamovala tudi s proslavitvijo 100-letnice Ljubljanske univerze. Jaz nisem opazila, da bi se kakšna druga fakulteta ali univerza spomnila tega svojega znamenitega diplomanta. Tako da je lepo od Fakultete za šport in mojega levega in desnega razbojnika, ki sta se tega spomnila. To je njuna ideja in hvala za njo. Ko bi bilo, po moje, bi danes na tisti razstavi na Kongresnem trgu, kjer v glavnem kažejo fasade raznih hiš, bila raj podoba Leona Štukla s kratko predstavitvijo njegove zgodbe. Bil je recimo izjemen v tem pogledu, že samo v tem pogledu, da je leta 1924 naredil diplomo iz prava na Ljubljanski univerzi na pravni fakulteti, bil istega leta na olimpijadi in od tam prinesel, koliko kolajn je že bilo, Ivan? Dve zlati kolajni in potem odtekel v prvo službo in postal pripravnik na sodišču v Novem mestu. Jaz bi rekla, da je to izjemen dosežek, ki je vreden, da se ga spomnimo in se mu poklonimo. Zdaj pa gremo k vprašanjem. Dovolite, da bom prvega zastavila kar sebi, in sicer je povezano z viri. Torej, tako kot so bili prevarani sokoli, narejeni po vseh javno dostopnih arhivih v Sloveniji, je tudi glavnina vsega objavljenega spravljena v javnih arhivih, v Mariboru, v Novem mestu in v Ljubljani. Zanimivo je, da arhivarji, ko so se lotili iskanja na prošnjo obeh soavtorjev,
niso tako rekoč nič našli. No, potem sem, ko sem jaz pristala na to, da bom napisala en uvod, rekla si, da bi rada kaj več, kot obnavljala svoje stare časopisne članke, to mi je res malo pod častjo. In sem šla skratka po sledeh arhivskega gradiva o najbolj kočljivem poglavju Leonovega življenja, to se pravi o njegovih vojnih letih in njegovi krivdi in nekrivdi in o procesu. In sem po pridnem iskanju odkrila, da obstaja to zavedeno pod tako in tako številko, no, ko so arhivarji tisto končno našli in so brali in pregledovali, so ugotovili, da tega ne morajo dati na pogled, ker bi bilo treba anonimizirati. In da je treba prositi za specialno dovoljenje, posebno arhivsko komisijo. No, kar smo mi, oziroma je fakulteta za šport naredila. Postopek je dolg in je malo siten, 2 meseca je trajalo, da je arhivska komisija to pretresla in pregledala. In kaj je ugotovila? Ugotovila je, da je bila ta vloga nepotrebna. Da bi nam morali to takoj pokazati. Kar poudarjam zato, da bi vse tiste, ki se ukvarjajo s podobnimi posli, in študijski center je pač tukaj zato, da to ve, da je očitno z zakonom o arhivskem gradivu nekaj narobe, če ga poznavalci, profesionalci tako različno razlagajo. Očitno tisti, ki delajo v zgodovinskem arhivu Ljubljane, nimajo takega mnenja kot tisti, ki delajo v različnih drugih arhivih in so člani komisije, ki odobrava vpogled v arhivsko gradivo, ki je pa je posebej kočljivo. To se meni zdi vredno v tem centru javno povedati. Potem smo doživeli še eno nenavadno stvar. Želeli smo dobiti na vpogled zapisnike oziroma poročila Bloudkove komisije in smo dobili, da bi videli, kako je bilo s podeljevanjem nagrade, ki jo je tik pred smrtjo dobil Leon Štukelj. No, in odgovor je bil, da to ni izvedljivo, da imajo do tega arhiva dostop samo posebej pooblaščene osebe in smo bili skratka zavrnjeni. Nekaj tako bi človek rekel samoumevno, javno dostopnega je pri nas, saj ko gre za nekatere ljudi, še zmeraj kočljivo in naj po možnosti ostane skrito. Dobro, zdaj pa, ko smo že to predstavili, bom jaz direktno vprašala desnega soseda Ivana, kako je pravzaprav z VOS-om in njihovim gradivom. Zanimivo je, to vem ne iz te knjige, pač pa iz one o prevaranju sokolih, da so sokoli, ki so sicer zmeraj znova predstavljeni kot tako pozitivna, patriotska, demokratična organizacija, kako je mogoče, da je iz njihovih vrst bilo toliko vosovcev in med njimi toliko likvidatorjev in da je tudi v Ozni, ki je naslednja stopna, in Ljudbi bilo toliko sokolov. Ja. Ivan, zmaži se. Ja, zadeva je bila relativno preprosta. Od leta 1932 je partija sistematično hotela prevzeti sokolsko organizacijo in nekatere sokolske organizacije, recimo Sokol Spodnja Šiška, je bila taka, ki so jo praktično v celoti prevzeli
In te sokolske kadre v tem okolju so tudi načrtno vzgajali še dodatno v društvu Vzajemna, kjer so pač dobili usposobljenost, kot bi rekli Angleži, nič, kar pomeni, da so bili pripravljeni za ubijanje nasproti mislečih ljudi. Seveda, v ideološkem smislu imamo mi še enega zelo znanega Vosovca, Ovaduha, če tako hoče, če lahko tako rečem. Karel Destovnik Kajuh je bil eno tistih, ki je ovajal svoje brate in sestre sokole partij, zato da so jih lažje likvidirali. Tako da tukaj je zgodba večplastna, gre pa predvsem za mlade, prevarane, ideološko usmerjene sokole. In Ozna, Udba, kakorkoli to imenujemo, je praktično Leona spremljala od začetka druge svetovne vojne do njegove smrti. Še približno leto dni pred svojo smrtjo je Leon dobil v poštni nabiralnik seznam ovaduhov SDV-ja za mariborsko okrožje. Iz tistega okolja, iz tistih 1600 približen članov SDV-ja sem izbral sosede od Leona Štuklja po naslovu in vprašal družino, če kakšno od teh oseb poznajo. Ena oseba je bila najdena kot družinska prijateljica, tukaj govorim o osebi, tisti osebi, ne o spolu moškem ali ženskem, kar je bilo v bistvu zame prvovrstno presenečenje, ker je očitno, da je bilo tudi v družinskem okolju oseba, ki je bila neposredno zaposlena na SDV-ju in je bila ovaduh. Žal nismo najdli še zaenkrat, mogoče enkrat se bo najdel tudi dokument o tem, kaj vse so povedali o Leonu in njegovi družini na SDV-ju. Hvala, Ivan. Ta zadnja pošta, mislim, ena zadnjih pošt, ki jih je dobil Leon, ta kopijo seznama ovaduhov Udbe, je v faksimilu objavljena v knjigi. A lahko zdaj, Aleš, rečemo nekaj generalnega o vseh teh škatlah, mogočnih škatlah gradiva, ki ga je Leonova hčerka predala po Leonivi želji in naročilu, najprej v arhiv v Mariboru, potem pa nekaj za razstavo v Novem mestu. Kakšno gradivo vse to je in kako sta vidva delala selekcijo, da se je potem odločilo, kaj sodi v to knjigo, kaj pa mogoče počaka kakšne druge čase? Ja, to je gradivo, ki obsega 22 arhivskih škatel, tiste sive škate take, in se vidi, da je urejeno tako, kot ga je uredil Leon Štukelj. Ker on je bil urejena oseba in je že kar... Ja, poosebljen redoljubnež. Ja, po vsebini, Tako da, recimo, v določenih škatlah so bili njegove zapiski o stvarih, ki je on jim dal veliko pomembnost. Recimo, smo najdel majhen listek, pa ga obračaš, pa piše o veri, Prav, ja, tisti, kad človek ne ve odgovora, najde pa še zmeraj najbolj vera rešuje, ne dobiš odgovora. Zaprav, on se je to zapisal in je dal listek spravo, Potem je bilo ena škatla, ki so bile posvečena Atlanti, in on je imel vse prospekte z Atlante, tam, ki je bil spravljano, Potem je imel dopisovanje, tako da je arhivsko gradivo po njegovem pogledu je bilo kar urejeno, da so približno vedeli, kje moraš bolj pozoren biti, kje greš pa lahko malo hitreje skozi, Je pa res, gradivo seveda ni muzejsko urejeno, tako, kot bi mogli biti, In mi sva samo listala, nisva nič urejala, pa to, Je pa to bilo 22 škatel, tako da sva kar parkrat šla gor, se veste, kad spregledaš kaj in sva šla parkrat skozi, da sva rekla, to bi bilo za objav, to je njegov oseben pogled, nisva pa toliko se ukvarja s tistimi reklamnimi zadevami. Čeprav imamo spravljeno tisto fotografijo, ki je v knjigi tudi,
kjer so ga uporabljali za reklamo z Lightweightom, za fotografski aparat. Takrat, ko je leta 36 na olimpijadi nastopil, je bil on in to je spravo, ker se mu je zdel pomemben. Tako da je zanimiv in če lahko povem o Cankarju. Ja, povej, ja. Recimo, v gradivu, ki smo ga objavili, je tudi ena kratka črtica o Cankarju, Ivanu Cankarju. Daj pojasni, kako... Ko obračaš tiste liste, pa je bil en spet popisan list papirja in začneš brati. In je to zgodbico mu je povedal sestra njegova. So bili na nedeljskem izletu, na njihovem koncu tam, mislim, okoli Celena, to je v gostilni, so se usedali in pride tudi Ivan Cankar, ki je noter. In Ivan Cankar, da je bil, to, ki je bil že poznan, da je bil samozavesten, je to, in ker je bila njegova sestra luštna mlada punca, se zraven usedel in je mal, ko preko bil hobotnica in so mu roke ohajale k temu dekletu, tako da ga je ona po roko darila. In potem je tudi napisano, da je pol obžalovala, ker je bila tako gledano, gospoda ga ne je smela javno po roko dariti. Meni se zdi, da je to pomembno, meni se zdi pa tudi zelo taka simpatična in prostodušna. Tudi tako se je dogajalo v življenju, se veste, nismo si samo zavrevali, ampak tudi malo hobotnice vsi. Tako da res je bil bogat človek. Pozornost je dal enim detaljem, ker si človek ne bistvo. In to smo skušali tudi nekako v knjigi prikazati, kakšen je bil on kot človek, ker veste, če bereš tam, ko so ga nadzorovali, se imaš tudi v njemu, smo enali, kaj ti 7. korpus, ker je spadal, da je bojazljiv, da je tak nikakršen, veste, preko se ta človek pa ni vreden, da ga človek pogleda, v resnici je bil pa bogat človek in je beležil to. No, to je arhivsko gradivo, seveda, preden pa ti to nekako predelaš, pa to urediš, da se upamo v knjigi pokazati, je pa to pa bralci bolj ocenili, koliko nam je rada. Težko je razga bogata človeka v sistem, da pa prikazati. Lahko mimogrede še vprašam, torej vajina prejšnja knjiga, Prevarani sokol, je išla brez omembe Štukljevega imena. Sploh ne nastopa v njej. In rekla ste mi, da je to, kar je verjetno fopa, posledica tega, da ta mariborski arhiv med gesli sploh ne navaja besede sokol. In moje vprašanje se glasi, ali je kdo od teh arhivarjev, ki so delali popis, se upravičil, pojasnil, kako to, da je sokol tako, mogoče tako ignorirati in da je tako neeksistenten še v zadnjih časih, ko vendarle bi se spodobilo, da se prizna, da je nekoč bil in da je bila to pomembna organizacija. A se je kdo javil? Ne, midva sva tam povedala temule gospodu, ki je v čitalnici v Pokrajinskem arhivu v Mariboru, da je to pač ena napaka, ampak mislim, da še vedno ta napaka ni odpravljena. Tako da pa se zdaj tudi, ko vemo, je tako nepomembno. Ni, a veš, ker ne poslušajo se tega. No, pa mi raziskovalci vsaj vemo zdaj, da je to taka zgodba, se verjetno, ker bo tudi tale knjiga vzburkala določene vode, bo marsikdo šel ta arhiv spet pogledati, da vidi, če smo mi mogoče kakšno napako naredili. Ja, pa kaj spregledali, Dobro, hvala lepa. Tukaj vidim tudi pa arhivarjev, se to tako vztraja pri tem, da se to pove in da se o tem večkrat razmišlja. Ampak jo lahko zdaj povprašam, kdaj sta vidva, vprašanje je za oba, prvič slišala za Leona Štuklja, kaj sta slišala
kako sta na to reagirala in v čem se zdaj ta podoba, ki jo imata danes, razlikuje od tiste, ki ste si jo, ko ste prvič slišala za njega, ustvarjali. Aleš? No, jaz sem slišal že, pač sem na športni fakulteti za šport se izobraževal in je bil naš profesor Drago Vlaga, ki je bil sicer oro, ne, ampak z njim sem kar veliko se pogovarjala, pa je že tudi on omenil Štukla, tako da sem vedel, da obstaja, ne, da je bil uspešen telovadec. Srečal sem ga samo enkrat v življenju in sicer, ko se je podpisovalo listino o ustanovitvi Olimpijskega komiteja slovenskega, ki prej je bil sami Jugoslovanske, ne, leta 1991 je bil in to listino se je podpisalo tako, da smo predstavniki raznih športov podpisali, ne, in pa dva posameznika sta bila, to je bila Miro Cerar pa Leon Štukal, sta pa kot posameznika bila soustanovitelja, ne. No in takrat sem ga srečal, seveda, tisti priložnosti me moš ti z nekom začeti se spoznati ga pa prijateljevati, ne, in je ostal pač ena podoba, ne, spoštovana na distanci, se z njem nisem pobliže nekako seznanil, dokler ni v Atlanti bil tista predstavitev, kjer smo vsi gledali pa nekako ponosni bili, da je naš človek, ne. In pa seveda zdaj se bolj seznaniš, ko so pa te listke pa arhiv pogledati, pa človek pride v bližino, ne. No, zanimivo je to, naš človek, ker sem tudi opisal, ker sem bil pač v drugi zgodbi z invalidi v Atlanti in je bil dr. Ernest Petrič, je bil veleposlanik v Ameriki takrat in mi povedal ta dogodek, ker vsi smo videli, kako je Clinton roke dvignil, če se spomnite prav kretne tako pesti, pa je pa takole naredil, no. No in ta dogodek mi je dr. Petrič razložil, on je bil na častni tribuni, ne, in je bil tako blizu tudi na sliki, zato sem sliko smo objavili, da se vidi, da je res tako blizu, je v tistem nadušenju Clinton rekel, ja, skje pa je ta, ne, se veste, napovedovalca sliša, ampak kaj zapol, skje pa je ta in je Petrič rekel, naš je Slovenc, ne, pa ne moj tako naredil, kukor s tem je preko njega pač ljudem sporočal. To bi tak dogodek se mi zdel, da je vredno razlage, ker se je res tako zgodil, ne, tako komunikacija, ni zmeraj vse za televizijo dela, ne, tudi Clinton človek pa je tako odreagiral, ne, na odziv, no. To so taki dogodki, ne, ki pač Štukle drugač pa, da bi ga pa bolj pogovarjal se z njim, pa tako pa priznam, da ne, ne. Malo sem sliko pač tistega občudovanja, zdaj ga pa še bolj občudujem, ko sem videl, kako je šel pokončno čez življenje, ne. Ok, zdaj pa Ivan. Ivan je pa nekaj mlajši. Kakšen mesec. Jaz sem pa telovadil v Partizanu Spodnja Šiška, v obdobju, ko ni bilo več ponudbo. In sem bil potem, ko sem bil 15-16 let star, sem šel prvič na tekmovanje, ki je bilo malo večjega značaja, na tako imenovani Šalamunov memorial v Maribor. In tam je bil Leon vedno na temu tekmovanju prisoten in to se tako govoril, ne, glej ga Štukla. Ampak je meni povedal, kdo je ta Štukl, mislim, zakaj je on tam, ne. Tako da šele v bistvu pol, ko sem začel študirati na fakulteti za šport in tudi razmišljati o naših predhodnih vrhunskih telovacih, kar je bil eden od mojih mentorjev tudi Boris Gregorka, Nelica Vazas, in ta dva sta mi v bistvu malo bolj nazorno predstavila delo in pomen Leona Štukla za slovensko orodno telovadbo. Hvala. Zdaj bom pa sama sebi zastavila vprašanje in vprašanje meni se je povezano s kazenskim procesom. Kako in kaj je to bilo. V zvezi s tem se še danes krožijo vse mogoče govorice in ugibanja in razne fantazije. Približno tako je, kot še z marsikoma, ne, kot da bi človek moral gledati Rorschachov test, a veste, 10 ljudi vam bo dal čisto različne odgovore. Torej, Leon Štukal je bil od
Ozne označen kot Moga, se pravi modra garda, in tudi kot belogardist. Nobena od teh dveh trditev ni točna oziroma je lažniva. Leon Štukelj je vso vojno preživel kot izrazito nevtralna oseba, ki se namenoma ni hotel vpletati v to državljansko vojno, ki se je pač odvijala znotraj boja proti okupatorju. Bil je nekaj časa celo partizan, jaz nisem šla šteti dni, ampak recimo 1-2 tedna, ker je bil mobiliziran. Partizani so imeli navado, da so posebej živo po kapitulaciji Italije, da so vse za boj prav stare moške enostavno mobilizirali in tako je bil mobiliziran tudi Leon Štukelj. Potem je pa pač so prišli Nemci in je to razpadlo. Leon Štukelj je bil zaprt 2-krat, obakrat od, oprostite izrazu, trdečih oziroma od režima komunistične partije ali OF ali kako rečemo. Skratka, bil je najprej aretiran jeseni leta 1943, ko so partizani vkorakali v Novo mesto. Bil je po nekaj dnevih izpuščen in bil je prestavljen v tako imenovani delovni oziroma kazenski bataljon. To je bila ena posebna oblika, blažja oblika kazni, ki so jo partizani izvajali tako nad civilnim prebivalstvom kot nad lastnimi borci. To, kot rečeno, je potem po enem hecnem naključju bilo razveljavljeno, ko so prišli Nemci in je prišlo do zanimivega srečanja. Potem drug kazenski pregon pravi, sodni, se je začel po leti 1945, ko je bila vložena zoper Leona Štuklja ovadba po zakonu o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast. Senati, ki so sodili po tem zakonu, so po 2 mesecih nehali delati in tisti, ki niso bili v tem obdobju obsojeni ali spuščeni, so doživeli dvojno, torej so šli skozi neko sito in kjer je tožilstvo bilo posebej vztrajno, so bile njihove zadeve predložene rednim sodiščem. Tožilstvo v Ljubljani se je odločilo, da bo skupaj sodilo 4 sodnikom, oziroma gre za 3 moške in 1 žensko. Navsezadnje je bil proces samo proti 3, ker je ženska težko zbolela. Kakorkoli, zadeva ni tako poskočna in vesela. Torej, ženski so sodili posebej, ker je v zaporu razbolela za tifusom. Kakorkoli, proces se je proti Leonu Štuklju še zmeraj zaradi zločina zoper slovensko narodno čast vlekel do pomladi 1947. In Leon Štukelj ni bil obsojen, bil je oproščen. Tako da vsi tisti, ki ga iščejo na seznamih obsojencev, ne morajo nič najti, ker ni bil obsojen. Bil je približno 1 mesec, podatkov za to nismo našli, bil je približno 1 mesec v priporu in to septembra, oktobra 1945. V registru, centralnem registru
pripornikov in zapornikov ga ni. Jaz sem pregledala na tisoče teh imen in ga nisem našla, računalnika tudi ni našel, sem šla je še ročno gledati. Tako da je bil inkognito tam. No, na srečo se je ohranilo nekaj papirčkov, ki pričajo o tem, da je bil tam. Najbolj hecno je ena lušna pesem, eno goščilo, nekomu, ki je prihajal na prostost, kjer je podpisanih par ljudi, med njimi tudi Leon Štukelj. No in posebej zanimiv je pa zame še en drug dokument, to pa je povzetek enega skritega dnevnika, ki ga je v zaporu pisal in potem skril gospod Vraber, ki omenja razne ljudi, celo vrsto ljudi, ki so bili zaprti skupaj z njim in tudi Štuklja. Z njim sta ležala v ambulanti jeseni 45. No, čeprav je bil na vsezadnje Leon Štukelj oproščen, se mu je zgodila cela vrsta stvari tiste narave, kot da bi bil obsojen. Med drugim prepoved opravljanja poklica. Med drugim prepoved vsakršnih počastitev, kot so recimo praznovanje obletnic rojstnega dneva, opravljanje raznih funkcij v društvih in organizacijah, kjer bi bilo to nekako razumljivo. Skratka, ni moglo biti cele vrste stvari, ki bi jih lahko pričakovali od tako izjemnega in pomembnega človeka. Še ko so začeli obujati spomin nanj, to kakšnih 15-20 let pred smrtjo, je bil v glavnem nosilc olimpijskih odlikovanj, nikdar pa pravnik, nikdar sodnik, nikdar pomemben intelektualec, ki je opravljal celo vrsto zanimivih dejanj v svojem življenju, zaradi katerih bi ga bilo vredno včasih kaj pobarati. Zanimivo je, da je vsaj v nekaterih žanrih Leon Štukelj čutil globoko potrebo po tem, da bi kaj povedal. Tako da je recimo za celo vrsto svojih sokolskih bratov, tako so se pač imenovali, ob smrti napisal posodilni govor, nekaj blok. Ali pa kakšno ljubeznivo pismo kakšnemu sorodniku ali kakšnemu kolegu, ker je menil, da je to dolžan narediti, da je to ta spomin hraniti naprej. Meni ni jasno, zakaj smo šele mi prvi začeli resno iskati ta kazenski spis in se z njim ukvarjati. Jaz bi si mislila, da bi to moralo biti že zdavnaj narejeno. Med drugim bi človek rekel, da saj, ko so delali to predlog za podelitev Glodkove nagrade ali ko so ga sprejemali, hoteli sprejeti za častnega člana gimnastičnega društva, kar je odklonil, in tako dalje, in tako dalje. Teh priložnosti je bilo zelo veliko, pa so bili vsi o tem raj tiho. A vidva mislita, da je kdaj bil kakšen poskus, pa da je bil zaustavljen, ali kako je bilo s tem? Ali so vsi kratko malo upali, da bomo kar do konca življenja vsi se delali, da nič ni bilo? Aleš? Hvala. Težko vprašanje, no, bom takole povedal, ne. Leon Štukelj ga je, Juan Antonio Samaran, je bil Španc, pa ni bil komunist, ampak je bil falangist. No, ampak je pa leta
1987 odlikoval Štukla z zlatim, ordenom, olimpijskim ordenom. To je zelo visoko priznanje, ki ima sam Cerar, mislim, da ima še od Slovencev to priznanje. To je bilo leta 1987. Takrat je bila, izkoristili so pa to, da je bila v Zagrebu univerzijada, veste, je bila ena taka, kjer so Hrvati v svojem zorenju upali, da bo tako kot posod znak univerzijade EU, ampak so mogli Y napisati. Veste zakaj, ne? Na plakatu je bil naroden, če bi veliki ubil, ne, takrat že, ki je bila še Jugoslavija. A veš no? Ja, to je detaljno, kaj je. No, ampak takrat, če bi pošten mislil, bi takrat bilo tako nagrado že dobo, ne. Če bi tako spoštoval, ne, pa jo ni dobo, ne. Za razliko od Mira Cerarja, ki je pa leta 65 že dobil nagrado, pa ima manj kolajn. Se pravi, pa je za tekmovalne uspehe dobil. Štukl je pa leta 97 dobil za življenjsko delo v športu. Ta farsa, ne, gledajte. Potem se vidi, niti ni bil takrat, ki je bil podpisnik, ker so dali olimpijsko komite, ne. Če bo olimpijsko komite spoštoval, takrat bi mu takoj dal nagrado. Pa ni, ne. Tako da, jaz bom vesel, če jo, recimo, bivši predsednik olimpijskega komiteja rekel, smo predlagali, pa je bilo zavrnen, ampak potreba nek napisal, kdo je zavrnen, bila ena komisija, ki je zavrnila, mislim, da ne obstaja tega. Jaz mislim, da, veste, tako je bilo značilnost Sokola spodnašiska, da so vsi bili bosovci, ne. Vsi vodilni ljudje, te levi Sokoli, demokratični, so bili pa z tabora, to je tabor ena, ne. S tam so bili vsi, Ribičiča, Polak Stjenka, Kutin, mislim, vsi te Sokoli, ki so pol po vojni bili Ljubek, so visoke položaje zasedali, ne. So bili vse z tabora in te so imeli kontrolo nad vsem, tudi nad nagrajevanjem v športu. In njemu so njegovi bratje, so ga potisnili, ne samo kot sodnika, tudi kot človeka, ne. Seveda, pol je pa, zato so Milo napisali, ne, in to dokaže, da ni, da ga je mednarodna javnost ga je dvignila iz pozabe. Pa so se pa, v njegovi svetlobi so se senčali še naši visoki politiki, sončali, ne senčali, v njegovi senci. To je bil Leon Štukl, ne, takrat smo se mogoče malo zavedali, ne. Predvsem je pa, veste, mene, njegovo razmišljanje, ne, ne bom prekitev. Ne, pogledajte, on je recimo napisal za Sokole, ker so me nekaj spraševali tudi politiki in to z različnih opcij, ali bi se dali v današnjem času Sokoli bi bili pomembni, ne? Ker je Leon je v svoji izročilu napisal, ne, ko je bilo Avstrija konca je storila Jugoslavija, ne, ni bilo več smisla imeti Sokole, zato ker to je bilo, veste, ta konflikt slovensko-nemški je bil tukaj ponemčevanje in Sokoli so bili odziv na tisto turnersko gibanje, ki so ga Nemci imeli, ne, pač v tej obliki. In prav ni bilo več smisla, ampak kralj Aleksandar je čez Sokole skušal Jugoslavanje delati. Veste, to je zgodba, ki je treba bolj poglobljeno in zato so imeli svoj status Sokoli in je bila tudi prisotna ta jugoslovanska stranka, ne, nacionalna, je imela domovanje pri Sokolih, ne. In on je v tem smislu rekel, zdaj seveda, to ne može današnji čas prenesti, ker ta nacionalizem pa evropski način razmišljanja ne prenese, ne. Ampak vendar, vrednote se Sokoli imeli. Tukaj pa bolj doma Ivan, da pove, na katerih 4 stebrih je slonela vzgoja Sokolov, na moralni vzgoji, na demokratični, na domovinski, narodni, ne. To pa so vrednote, ki vsakmu narodu pripadajo, da je to lahko, ne. Ampak kaj imamo danes, ne? O Sokolih se ne sme niti govoriti javno, ker morajo le druge vrednote predovati. To so pa internacionalne vrednote nekaj obdobja, ki je leta 1945 pač zavladalo pri nas in te vrednote so te vrednote, ki so pa iz sokolskimi vrednota malo po reki, ne. Iz to Sokolo pač ni. Zdaj, Štukl je pa rekel, ko bomo prišli v Evropo, se bomo pa zgubili kot narod, če nam od teh vrednot obudili spet, ne. To je pač njegovo izročilo bilo. Zato so ga v mladini tudi tega njegovega zeta tako grdo obračunali, ker je rekel, da je Štukl tako mislil. Pa je res to mislil, ne.
je bilo jasno napisano v teh zapiskih. Ne. Tako da, veste, Štukelj je zanimiv, pa njegova misli, seveda, ne moreš jih preslikati, da današnji čas razvoj teče. Ne. Jaz lahko samo, takoj ti bom dala besedo, Ivan. Torej, zet Leona Štukla je, čeprav vem, popisal nekaj o svojem tastu, predstavil nekaj njegovih idej, stališč, dognanj in to objavil, in to je bilo potem označeno kot neko neprijetno prilaščanje in krivica. Ivana, lahko osvetliš to, kdaj je to bilo, kakšne so bile temeljne točke spora okoli te tako imenovane Štukljeve oporoke, politične oporoke? Franc Pavko, Zet, je po smrti Leona Štuklja objavil daljšo to Leonovo oporoko, kjer je poudaril vse te parametre iz sokolske vzgoje, narodna, demokratična, moralna vzgoja, in da v bistvu so edini garant desne stranke takratne slovenske politične scene, SNS, SDS, in v Mladini so to označili kot neko potvarjanje Leonovih besed, kot nekaj, kar si je gospod Pavko zmislil sam od sebe, brez avtorizacije strani Leona Štuklja. Zdaj, ta dopis je tudi shranjen v tem arhivu v Dolenjskem muzeju, ne? In ko prebereš vse Leonove zapiske, vidiš, da je ta oporoka Leonova taka, kot jo je napisal njegov zet, da si ni nič zmislil. Vprašanje je seveda, če si bo ta gospod novinar, ki je predvsem besno pljuval po Francu Pavku, najdu čas za kakšno opravičilo, vsem, gospod Franc Pavko je še živ, tako da bi bilo lepo, da si preberejo knjigo in morda razmislijo, da včasih ljudje tudi ne lažejo, tudi če ni vse podprto z malenkostmi. Jaz bi sam še se odgovoril na prejšnjo vprašanje. Kot profesor na fakulteti sem se pogovarjal velikokrat z enim profesorjem, ki je bil zelo veliko v stiku z Leonom Štukljem, in moje osnovno vprašanje je bilo vedno, ali so sokoli Leona Štuklja porinili v to grdo blato sodnega postopka, ali so ga iz tega blata potegnili ven. Glede na to, da je na vseh dokumentih zakon o kaznovanju zločinov in prekrškov zoper slovensko narodno čast podpisan Josip Vidmar in Franc Lubej, je jasno, da so ga sokoli v blato porinili, ven so ga pa potegnili prijatelji kot Drago Volaga, Oru, Ivan Kermauner in podobni, ki so pač poznali človeka kot človeka, ne pa kot nekega pripadnika neke ideološke struje. Tako da bratje Sokoli ne samo, da so pobijali drugače misleče v smislu VOS-a, ampak tudi po vojni so z drugače mislečimi obračunavali na druge načine. Zanimivo je, da se je Leon Štukelj čutil dolžnega opredeliti tudi do nekaterih teh odločitev, ki so jih njegovi vrstniki sprejemali v času narodno-osvobodilnega boja. In v tem, ko je to ocenjeval, je napisal: komunistom pravzaprav nisem zameril, šlo jim je za malega človeka,
ki so mu ponujali sanje in prihodnost, kakršna v resnici ni bila dosegljiva. Bolj zamerim ali pa se čudim naši nekdanji inteligenci, s katero sem se tudi sam družil. Nikakor me take nevedneže ali zapaljance ne štejem osveščene inteligence krščanskih socialistov s Kozbekom na čelu in liberalcev. Ti so vedeli, kaj je počenjal Stalin v Rusiji in njegova grozodejstva jih niso zadrževala, da se ne bi združili. Skratka, ta oznaka je precej negativna. V knjigi je pa objavljena še ena zelo negativna oznaka Josipa Vidmarja, povezana je z njegovo 90-letnico. Ja, v Cankarjevem domu je imel praznovanje in tam je poudaril, da ne potrebuje Boga in ga je povsem zanikal. Leonu se je to zdelo zelo necivilizirano, nemoralno dejanje, da lahko nek izobraženec drugim soli pamet, kaj je pa kaj ni. No, vsezadnje nimamo ne dokaza, da Bog obstaja, niti nimamo dokaza, da ne obstaja. Ne? Dvom je možen, ampak ne more pa nekdo na takem forumu eksplicitno reči, da tega pa ni. To je bilo bistveno, ker izobraženci, znanstveniki iščemo resnico, poskušamo priti do nje in take kategorične izjave pač izobražencem ne pritičejo, če niso preverjene svet. Okay. Hvala lepa, Ivan, hvala lepa.